Hoja po pitno vodo, Rosinina zgodba. Voda je nujna za življenje. Uporabljamo jo za veliko različnih stvari. Za trenutek pomislite na nekaj načinov, zakaj vse uporabljamo vodo v našem vsakdanjem življenju. Ko doma želimo popiti kozarec vode ali se umiti, lahko enostavno odpremo pipo in voda že priteče. Za nekatere ljudi po svetu pa je lahko dostop do čiste pitne vode veliko bolj zahteven. Nekateri morajo vsak dan hoditi kilometre daleč peš po vodo. Sedaj pa bomo spoznali deklico Rosino in njeno življenje. Moje ime je Rosina. Stara sem 11 let. Pravijo, da sem bistra, ljubeča in vedno pripravljena na kaj novega. Živim v vasi v afriški državi Zambiji skupaj s starši, 3 brati in 4 sestrami. Rada skrbim za mlajše brate in sestre, ko sta starša na delu. Rada pa se tudi igram in se zabavam. V naši družini skrbim tudi za prinašanje vode, ki jo potrebujemo za kuhanje, pitje, umivanje, skratka za vse. Včasih smo po vodo hodili zelo daleč k reki, ki je od mojega doma oddaljena skoraj uro hoje. Pot, ki vodi k reki, je ozka in strma, polna krmičevja s trnjem, ki trga obleko. Nositi vodo od reke do doma je bilo težaško delo. Hoja domov je bila še hujša, saj smo na glavah nosili težke 10-litrske rumene kante, polne vode. Izdelala sem si manjši podstavek iz blaga, da me med nošenjem vode ne bi bolela glava. Taka teža je bila škodljiva tudi za moj vrat in hrbet. Pogosto zaradi bolečin v vratu ponoči nisem spala. Preden smo v naši vasi dobili vrtino, smo po vodo hodili 3-krat na dan. Zjutraj, popoldne in na večer. Za prinašanje vode sem tako porabila običajno 3 ure dnevno. Ko sem se zjutraj ob 6 prebudila, sem z materjo in sestro Patricijo takoj morala k reki. Zato smo porabile približno 45 minut, če ne upoštevamo vrste. Pogosto smo namreč morali v vrsti čakati tudi druge ljudi, ki jih je bilo včasih po 20 in več. Včasih se je delo zavleklo, tekla sem v šolo, a vseeno pogosto zamudila k pouku. Mislili smo, da je voda iz reke primerna za pitje, saj je bila videti čista. To vodo si pile tako živali kot tudi mi. Žal je zaradi onesnažene vode v vasi izbruhnila kolera, ki je vzela življenje tudi moji babici. Svojo babico zelo pogrešam. Skrbelo pa me je, da bi se kolera razširila, saj se ta bolezen širi z neverjetno hitrostjo. Stanje se je za mojo družino znatno izboljšalo, odkar je lokalna nevladna organizacija s podporo Caritas iz Anglije in Walesa vasi zagotovila vrtino s črpalko za vodo, nekakšen vodnjak. Vaščani smo pomagali pri namestitvi te črpalke. Ta se nahaja le 10 minut hoje od mojega doma. Moje življenje je sedaj mnogo lažje. Takrat, ko sem slišala, da bo naša vas bogatejša za vodnjak, pa sem od sreče kar zaplesala. Družinam v naši vasi so priskrbeli tudi velik rezervoar za deževnico. Prej smo okoli hiše nastavili vedra in s streh lovili vodo v času dežja. A te zaloge niso trajale dolgo, saj so bila vedra premajhna, bila pa so tudi brez pokrovov, zato je voda hitro izhlapela. Novi način shranjevanja vode je veliko učinkovitejši, saj nam rezervoar pri hiši zagotavlja vodo za dalj časa. Vodo uporabljamo za pitje in kuhanje in z njo ravnamo nadvse previdno. Pitna voda je v naši vasi zelo dragocena. Ker pa imamo sedaj vodnjak blizu doma, je moje življenje lepše. Imam namreč več časa, pa tudi energije za igro in druženje s prijatelji. Tudi k pouku ne zamujam več. Včasih sem trpela za hudimi bolečinami vratu, ki so mi kratile spanec. Sedaj mi ni več potrebno na naporno pot in bolečine so izginile. Najpomembnejše pa je, da je vodnjak ključno pripomogel k boljšemu zdravstvenemu stanju v naši vasi. Novih izbruhov kolere nismo zabeležili. Sedaj pijemo le čisto pitno vodo, zato je naše zdravje trdnejše. Nekoč so nas mučile prebavne motnje, a tega ni več. Če bi vsak Zambijec imel dostop do pitne vode, bi življenje v tej deželi lahko steklo na novo. Čista voda za ljudi namreč pomeni zdravje, higieno in dostojanstvo. V Zambiji in tudi drugje po svetu obstaja veliko območij, kjer pitne vode še vedno primanjkuje. Zaradi globalnih podnebnih sprememb, ki smo jih s svojim načinom življenja v veliki meri povzročile razvite države, so v Zambiji in mnogih drugih državah v Afriki ter drugje po svetu vse pogostejše tudi katastrofalne suše.
Številni prebivalci držav v razvoju morajo zato vsakodnevno še dlje hoditi do virov pitne vode. S svojimi dejanji pa prav vsak od nas lahko vpliva na podnebne spremembe in s tem tudi na življenje ljudi na drugem delu sveta. Od vsakega izmed nas je odvisno, ali bo naš vpliv na podnebne spremembe pozitiven ali negativen. Si ti pripravljen storiti kakšno okolju prijazno dejanje, se odpovedati kakšni razvadi z namenom, da bi pomagal otrokom, kot je Rosena, da bi manj časa porabili za pot do čiste vode. Razmisli, kaj konkretno lahko storiš v vsakdanjem življenju, da boš manj onesnaževal okolje in počofotaj z otroci v Afriki.